Ko smo nabavili našo Celico, me je najbolj skrbel, kaj bomo vanjo točili, pa sem bil pa zelo hiter pomirjen, ker je tamle med merilniki pa tukaj pisali unleaded fuel only, kar pomeni samo neosvinčeno gorivo. Ja, ta motor je že prilagojen, ker marsikateri takrat še ni bil, torej so se tudi goriva v vseh teh letih, odkar obstaja midva Celico, že spremenila. Torej, moderno gorivo, ki ga točimo v svoja vozila danes, to ni zgolj neka fosilna tekočina izpod zemlje. Torej, gorivo, ki ga točimo danes, se je z leti močno spremenilo, tako osnovno gorivo, kot tudi aditivi, ki jih vanj vmešavamo. In raven ti dodatki potem naredijo razliko v ceni goriva, zato nas velikokrat sprašujete, če se res splača doplačati za dražje gorivo. Pa se? Premium goriva niso samo aditivi, torej niso samo začimbe, ki jih dodajamo gorivom. Moramo vedeti, da premium goriva nastajajo v ločenih postopkih. Seveda je dodano tudi več aditivov, za katerega je gorivo boljše, ima boljši performans. Moramo pa tudi vedeti, da ne vsebujejo biokomponent, zaradi česar je to gorivo obstojnejše. Če bomo mi naša vozila dodajali premium gorivo, bomo absolutno podaljšali življenjsko dobo motorja, naš motor bo čistejši, performans bo boljši, preprečili bomo morebitne težave, kot je na primer korozija, oziroma težave morebiti z injektorjem. Sem izvedel, da je ena glavnih komponent modernega goriva detergent. Ja, čistilo, ki čisti motor, predvsem tiste čiste male luknjice na injektorju, da se gorivo lepo in enakomerno razprši, ko zgoreva v valju. Sem takoj najdel vzporednico z mojo ročko za tuš, ki je vedno zamašena zaradi vodnega kamna in potem tista voda šprica vse okrog samo tja, kamor bi mogla, ne. Še ena pomembna komponenta je pa modifikator trenja, to je predvsem pri dizlu, ki je pomemben predvsem pri hladnem zagonu. Takrat je tudi največja obraba motorja. Tale bo ta prav, ja. Po zimi moramo biti še posebej pozorni. Predvsem, ko govorimo o dizlu, je pomembno, da poletni dizel porabimo pred nastopom hladnejšega vremena. Povedati moram, da bencinski servisi zagotavljajo sezonsko prilagojena goriva. To pomeni, da je stranka vedno na varni strani, saj mi poskrbimo za to, da je gorivo zmeraj primerno letnemu času. Poletni dizel je baje dober nekje do -20, zimski pa celo do -40 stopinj, ker se pozimi baje tvorijo parafini, ki potem zamašijo filter in zato se potem motor noče zagnati. Zaradi tega, zaradi sezonskosti goriva, je zimski dizel drugačen kot je poletni in tako kot si povedal, je res, da je dizelsko gorivo, torej zimsko dizelsko gorivo, se začne pri nižjih temperaturah zgoščevati. Sploh ko avto dlje stoji, kot bo zdaj tudi naša Celica, je baje priporočljivo natočiti vam premium gorivo, ker dlje drži svoje lastnosti. Tako da ja, se splača, da odgovorim na vaše vprašanja. Ta graf recimo zelo lepo prikazuje, kaj se zgodi, ko motor najprej uporablja povprečno gorivo, potem pa se že po nekaj urah uporabe boljšega goriva izboljša zgorevanje. Zato še en nasvet, če veliko točite, dajte vsaj enkrat na 3 ali pa 4 polnjenje natočiti premium goriva, da vam majčkeno čisti motor, pa bo že v veliko boljši kondiciji.